Dober dan, od srede do srede, s temo, ki je na dlani, Hilda Tovšak. Nekaj dni potem, ko sva se zadnjič družila v tem studiu, je Hilda Tovšak bila izpuščena iz pripora. Potem je bila še nekje videna, potem je pa izpuhtela. Kaj je šlo narobe? Pa kdaj je šlo narobe? Zdaj, kar se mene tiče, je mogoče šlo narobe v resnici leta 1993, ko je ona se prvič pojavila na obrobju politične scene kot šefica kadrovske službe na Ministrstvu za zunanje zadeve. In tisto, kar je mene presenetilo takrat, ko sem jo jaz prvič videl, je, da je bila gospa Hilda Tovšak zaposlena v Vegradu kot šefica kadrovske službe, hkrati je pa kot zunanja sodelavka bila tudi šefica kadrovske službe na Ministrstvu za zunanje zadeve in se mi je zdelo že takrat tako precej nepojemljivo, da je nekdo hkrati v dveh takih službah. Potem je pa se je pa z te funkcije na Ministrstvu za zunanje zadeve, ki je bila tako part-time, kot se reče z lepo slovensko besedo, se je pa vzpenjala do generalne sekretarke Slovenskih krščanskih demokratov. Tam si pa ti opazil prvič. Jaz sem jo prvič opazil, ko sem jo prvič znal kot novinar Upravka. In ona je bila že v tistem času za krščanske demokrate, vsaj po tem, kar bi krščanski demokrati takrat bili, neverjetno pragmatična. Se pa se je izkazali tako, da je tedanja krščanska demokracija praktično vse postavila na pragmatizem. Če se spomniš, to so bili tisti časi, ko je Janez Janša kot takrat še Pučnikov socialdemokrat oziroma kot nekdo, ki je potem preprijemal pač to stranko, lahko samo sanjal te politične navezave z starimi silami, z vplivnimi ljudmi iz gospodarstva. Če se spomniš, to je bil čas, ko so se prerasporejali prvi PD, oziroma te privatizacijske delnice, čas Izidorja Rejca, to je bil čas, ko se je vzpostavljala Hilda Tovšak. Skratka, že takrat se je na nek način pokazalo tisto, kar je akuten problem današnjega dne, te mreže, to, kar ti delaš sicer s tvojim računalniškimi programi in kažeš na ta omrežja. Zato se mi zdi tako interesantno, kako so zdaj vsi, mislim, da to pišem zdaj za sobotno, ravno zato sem o tem šumku, kako so zdaj vsi naenkrat noro pravičniški. Pa začudeni. Ja. Tle gre dejansko ne samo za omrežje, ampak gre dejansko za sistem korenin, ki so zelo globoke, segajo za 20 let nazaj in to je vse zelo prepredeno. In seveda, Hilda Tovšak je dejansko zdaj počela stvari, za katere je jasno mogoče reči, da so kriminalne, jih je mogoče seveda tudi eksaktno sodno preganjati in je tudi eksaktno sodno pregnana. Skratka, ona je obsojena, to moramo vedeti. Ampak na drugi strani pa postaja vtis, kar da je samo najbolj razvpit in razbobljen primer zaradi tega, da se drugih ne vidi in ne sliši toliko, kot bi se jih moralo. Ker ona je samo sestavljen del te pajkove mreže, ki imamo pa druge primere še, recimo. To jo seveda ne dela nedolžno. Ampak to je pravzaprav zdaj eno poglavje. Popolnoma nesprejemljivo je to, da se je država pripeljala do točke, v kateri se je lahko zgodilo to, kar se je zgodilo. Skratka, v zadnjem tednu. V zadnjem tednu. To je popolnoma nesprejemljivo. Se pravi, imeli smo pred par meseci nek kar precedenčen primer, kar se tiče sodstva. Se pravi, da se je pripeljal en gospodarski škandal, imenovan Čista lopata, do točke pravnomočne obsodbe. Potem je še ena zadeva, v kateri je Hilda Tovšak pripeljana do obsodbe, ali pa zgine. No, ampak tole, dejansko, prva reakcija javnosti, tudi moja prva reakcija, je bila taka, kar sem rekel, popolnoma nesprejemljivo, nekdo mora odgovarjati in tako naprej. Potem sem se usedel in premislil in na koncu koncev ugotovil, ona vendar je bila
pravnomočno obsojena, tudi drugi so bili. Ne. Skratka, to ni običajna situacija izpred recimo 10-15 let, kjer so se take stvari silno poredko dogajale ali pa se sploh niso dogajale. Zlasti ne pri tistih, ki so bili tako hudo omreženi, kot je bila ona, Ivan Zidar in tako naprej. Ne. Skratka, sodstvo kljub vsemu svojo nalogo je naredilo, zdaj je prišlo pa do očitne neke napake, za katero bi jaz celo posumil, da se bo izkazalo strokovno, da na koncu nihče ni kriv. Ne. To pa je prava tema, ne? Pravo vprašanje. Ne? Se pravi, imamo situacijo, ko pravna država do zadnje vejice natančno spoštuje pravni red. Vse funkcionira, pa ni krivca, je pa krivda. Ne? Pa v zakonu ni luknje, pa vendarle se to lahko zgodi. To je ta podoba Slovenije neverjetna. Ne? V Sloveniji se vsi obnašajo alibično in vsak via negationis dokazuje, zakaj on ni imel narobe in zakaj ima prav v tistem, kar je naredil, ampak ko vse skupaj sestavaš, pa ne deluje. Ne? Politiki se alibično obnašajo. Ja. Sodstvo se bo na koncu alibično obnašalo. Vsi podsistemi in sistemi in vsi govorijo o učinkovitostih, so pa neučinkoviti, najbolj pa nažigajo učinkovitost tistih segmentov, za katere je en zanimiv levičarski teoretik v Dnevniku, pa sem ime pozabil, ta teden krasen intervju dal, rekel, da sta pa edina segmenta, kjer pa si on ne želi učinkovitosti, želi, da so neučinkoviti, ampak da so temeljiti in pa verodostojni, so pa šolstvo pa zdravstvo. Ne. Prav ne želim si, da bi bili oni učinkoviti, želim si, da bi bili dobri. Ne. Medtem ko tlek se pa učinkovitost predpostavlja, imamo pa izredno razdeljen sistem alibijev, zakaj je vse prav, hkrati pa ne deluje. Ne? Ja, zdaj imamo situacijo tako, ne, da rečemo, ne, recimo, da je v zgodbo, ne, obsodbe in napotitve na prestajanje kazni, recimo, da je vpletenih 5-10 ljudi. Ne? Ja. Vsak od teh 5-10 ljudi svojo nalogo opravi 100%. Se pravi, imamo dve višji sodišči in imamo specializirano državno tožilstvo. Ampak na koncu, če tudi vsak opravil svojo nalogo 100% in se 100% držal pravnega reda, je končni rezultat manj od vsote. Tako je, vseh storjenih dejanj. Ampak kakorkoli že, veš, moramo pa... Tukaj smo v situaciji nekega negativnega socialnega kapitala. Ne? Ja. Za primerjavo. Ne? Mi imamo na Bližnjem vzhodu eno relativno majhno državo, ki je po površini približno toliko velika kot Republika Slovenija, se imenuje Izrael, ni prav zelo številčna, fenomenalno organizirana. Ne? Neka nacija, ki je za dobri 2 Sloveniji predstavlja ključno silo celega Bližnjega in Srednjega vzhoda. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker vsota tega prebivalstva, ki ga je za dobre 2 Slovenije, je seveda bistveno večja od vulgarne matematične vsote. Geostrateška pozicija tudi. Tudi, vendar, tam gre za to, da je družba fenomenalno dobro organizirana, da so korporacije fenomenalno dobro organizirane, da je vojska številčno neprimerno manjša od okoliških držav, fenomenalno dobro organizirana. Kapitalsko so močno podprti, ampak to je, da ne bova zašla, ker to je ločena tema lahko, ampak recimo... Hočem to reči, da Slovenija je v situaciji, ko 10 ljudi sami zase delajo relativno dobro, morda delajo celo brezhibno, vsota teh 10 brezhibnih posameznikov pa ni 10, ampak je 6. Tako je, sistem ne funkcionira in to je državniški problem. Dajva se mi da spomnim, ti si v teh zgodovinskih spominih, reminiscencah in premišljevanjih zelo močan, ampak se boš sigurno spomnil primera, razmere med Drnovškom in Danilom Kovačičem. Spomniš primer hit. Mislim, da od leta 1993 do 2000 je trajalo, da je dobil svojo obsodbo.
Vmes je bilo milijon alibijev, zakaj ta proces ni mogoče zaključiti tako, kot je treba. Milijon alibijev. Na koncu, ko je dobil svoj zaključek, pravnomočen zaključek, da ne gre v arest, ga je pa predsednik države pomilostil. Zdaj, aprila meseca, je pa dobil še 8 000 evrov odškodnine po sodbi sodišča za človekove pravice v Strasbourgu, češ pravilno, ne, da je sojenje trajalo nerazumno dolgo. Ne. Skratka, veš, ta omrežnost, ne, ki je ta korporativnost ali pa to, kako bi temu rekli, ta domačijskost Slovenije, ne, ki je nad vladavino prava, ne, veš, je tako peklenska, da jo lahko razbije samo kriza. In zato je interesantno, da se je zdaj ves gnev vsega, kar se je organiziralo okrog dejstva, da je s to državo vse narobe, ne, opredmetilo na imenu Hilda Tovšak, ne, ker odgovarja na tanko vlogi krščanskih demokratov v prvi veliki koaliciji. A veš, ko smo imeli organizirane stare elite, ki so se morale v novo demokratično sliko preobraziti, hkrati kapitalizirati in imeti en fasadni alibi za to, da to lahko počnejo na demokratični način. To so bili krščanski demokrati. In zdi se, da Hilda Tovšak, seveda s polno upravičenostjo lastnega kriminala, vendarle pretirano medijsko funkcionira ravno zato, ker se hoče cela država roke oprati za svojo, kako naj rečem, za to, kar si rekel, za to svojo nesposobnost sestaviti neko adekvatno vsoto posameznim delom. Ne? In pravosodje bo po mojem mnenju, zdaj hočejo seveda vsi inkriminirati pravosodje. Jaz mislim, da bo pravosodje na koncu lahko dokazalo, a zastopaš, da je postopkovno vse pravilno, hkrati se bo moralo pa začeti boriti za tisto, kar je, mislim, da gospod Masleša rekel, saj mislim, da je bil on, a ne, da pravosodje ima svoj avtoimunski sistem, sam puste mu, da ga pokaže, da ga izkaže. Ne. Masleša je rekel, ja. Mislim, da je on rekel. Ja, ne. Celo mislim, da je naredil napako, ker bi moral reči, da ima pravosodje svoj imunski sistem, ne, ja. Bi zadoščal. Ne. Ja. Predsednik Vrhovnega sodišča. Tako, ja. ne. No, ampak to se pravi, bili so že prvi sodniki razrešeni zato, ker niso pokazali zadostnih ali so pokazali nepravilne rezultate. Ne. Ja. Hkrati imajo pa tudi, to so v bistvu pozitivni signali. Veš, kaj se vem, ne? Sej, recimo, pozitiven signal je tudi to, ne? Veš, da je predsednik Ljubljanskega okrožnega sodišča, ne? Ja. Da je reagiral, ko je bil nezadovoljen z oceno sodniške službe svojih kolegov na okrožnem sodišču, stečajnih sodnikov, ki so vpleteni v to afero, prijatelji v stečaju. Ne? To se meni zdi pomembna gesta predsednika Ljubljanskega okrožnega sodišča, da se ne gre neke lažne kolegijalnosti s svojimi kolegi na okrožnem sodišču, ja, ampak reče, po moji oceni više sodišče dela napako, ko tem ljudem daje previsoke ocene sodniške službe. Ne? Da, se dogaja, ne. Ja. Ampak to, recimo, kot rečeno, jaz sem v prvi reakciji svoj negativno gnev, ne, če hočeš, hotel tudi stres nad pač pravosodnimi organi. Ne. Potem se je pokazalo, dobro, državni tožilec, specializiran državni tožilec Hari Furlan, je rekel, da oni so pravočasno vložili tisto, kar je bilo treba za to, da ne bi spustili Hilde Tovšak. To je verjetno ključna točka. Da se bo izkazalo, sodišče to je prijelo, ali je to spregledalo, ali to ni spregledalo, ali je to res, ali to ni res. Ne. Ampak v tistem trenutku, ko sem jaz videl, da je roko nad primerom imel Hari Furlan, ne, v komentiranju si to subjektivnost lahko prvoščila, se to je konec koncev ne samo pravica komentatorja, to se tudi pričakuje od komentatorja, da postavi svoje stališče. Takrat sem si jaz rekel, te stvari niso tako enostavne, zato ker Hari Furlan je pa ime, pri katerim jaz ne bi kar tako zamahnil na počez, ker kar sem ga jaz do zdaj zaposlal, je bila to ena taka tiha iminenca, ki je pa vzbujala občutek za integriteto, za doslednost, za poštenost in tako naprej. Skratka, rekel sem, mogoče stvari res niso tako enostavne, on pa ni nekdo, ki bi bil šlampast ali pa podkupljen ali pa karkoli tazga. In zato bi te stvari bilo mogoče res za pogledati, ampak v skupnem seštevku, ko sem gledal, zakaj so vsi skočili, ne? To je ključno vprašanje. Se je vendar bilo podobnih primerov,
kar nekaj, manj razvpitih in tako naprej, nekateri so pa celo hujši ali pa bolj strateško pomembni. Ne? V primeru Ivan Zidar, recimo, v primeru, tudi v primeru Lipa, ki je ta gospod tudi pobegnil, ne? Ni tako zelo strateško huda stvar, je bila tudi bolj medijsko nekako poudarjena, rečeva temu poudarjena, ne? Ampak v primeru Hilde Tovšak se mi pa zdi, da celotna družba zdaj poskuša to svojo nezadovoljstvo z realnim stanjem pokazati na način, da ta primer potencira preko vseh meja. Ker ne smemo pa, če ohladimo pamet, možgane, pa pozabiti, da vendarle so bili obsojeni. Saj oni, a veš, če bi oni bili pač zdaj normalni državljani, ki ne bežijo, ne, bi prestajali kazen. Ne bi bili oproščeni, ne bi po Ljubljani, po Sloveniji hodili z dvignjeno glavo in mirne vesti. Ne. In Hilda Tovšak, ne glede na to, ali jo bodo ujeli ali jo ne bodo ujeli, on je uradno obsojenka in kjerkoli že je njeno življenje v smislu legalnosti je končano. Dokler ne bo uredila svojih izstavljenih, dokler ne bo plačala izstavljenih računov. Je pa seveda to šlamparija, ljudje hočejo videti rezultate, ampak obsojeni so bili, ne. Tako kot v tistem igralniškem primeru, ki se je Danilu Kovačiču verjetno zgodilo, obsodba se mu je zgodila, verjetno je sodišče se obnašalo avtonomno, ne? Pa se je po kuloarjih že govorilo, vsega bo predsednik pomilostil in ga je pomilostil. Mislim, to pa so stvari, ki so popolnoma nesprejemljive. Ne? A veš, se pravi, nekam se premikamo in v tistem času, ko bi javnost morala zaupiti, je bilo kar tiho, nič kaj dosti se ni reklo. Ne? Zdaj se pa mogoče predimenzionira to, kar se dogaja. Mislim, da je tako, ne, da do neke mere, ne, je Hilda Tovšak dobila status grešnega kozla za vse, kar je šlo narobe, ne. Ja. Kar pa še ne pomeni, da ni grešni kozel. Ne, ona je grešnica, ne. Ja. Ne rabi pa biti grešen kozel za vse druge, ne. Vsi morajo dobiti svoje, ne. Vsak mora dobiti svoje, veš, ker dajva se spomniti samo, mislim, nekateri smo v osebnih karierah kar malo nastradali, ne, zaradi teh stvari, ne, že pred tolikimi leti. Spomnimo se mi SCT-ja, cestnega križa, ne, ko je bilo podkupljeno, to že lahko rečemo najmanj na politični ravni, pa verjetno tudi na kakšni drugi, vse od levega do desnega do cerkvenega, ne. Cela Slovenija je preprosto molčala. Takrat kot novinar ti o SCT-ju sploh nisi mogel nič povedati, ker so vsi stran pogledali, tudi če so ti že pustili govoriti, so relativizirali z naslovi, uredniki, skratka, dogajalo se je splošni molk, ne. In preden da je in v začetni fazi je bila vez med tako imenovanimi starimi strukturami in med tako imenovanimi novimi strukturami, novimi strankami, je bila krščanska demokracija. Ne. Potem je pa to šlo vse do, to, da je prišlo do SDS, je nekaj let trajala, ne, zato da se je potem SDS spravila v območje generalnega pokrovitelja upravljanja zaledja, če tako rečem. Ne. A veš, ampak zdaj smo pa prišli v položaj, ko je Slovenija tako rekoč zavožena, ko se pa splošna občutljivost javnosti tako močno dviguje, da niso pripravljeni komur več spregledati kriminalnih, lobijskih, korupcijskih ozadij. Niso pripravljeni spregledati. Ne? In zato se mi zdi, da so zdaj vsi, ki se zavedajo, da se v bistvu toleranca javnosti bistveno zmanjšuje do teh pojavov, so vsi pripravljeni zelo na glas vpiti nad nekom, ki se več braniti ne more in ki je zelo jasno definiran, medijsko definiran korupcijski problem. In Hilda Tovšak se mi zdi, da zdaj igra to vlogo. Še enkrat, popolnoma upravičeno, ampak treba je pogledati pa še širše, kaj se v resnici dogaja. Ne? Zakaj se 10-15 let nazaj, zakaj slovenska javnost 15 ali 15 let nazaj ni imela tako visoko stopnjo občutljivosti? Ne? Zakaj? Zakaj mi nismo bili takrat tako kot Skandinavci, ne? Ker preprosto korupcije te vrste ne dovolijo? Zakaj so takrat padale kariere? Zakaj so ljudje padali v socialno stisko, če so o tem samo spregovorili in tako naprej? Zakaj so bili novinari nezaželeni, če so to pisali? Smo bili, no. Takrat je bila ena mantra, ne? Mantra, treba privatizacijo narediti, pa ne glede na to, če bo mogoče kakšna zadeva tlele irregularna. Ne? Ja. In takih kup nekih predpostavk je bilo, hkrati pa tako, ne, da a si ti vedel leta 95, kaj je to kapitalizem, pa kakšen inštrumentarij rabi kapitalizem, da je približno fair?
A se tebi sanjal, kaj je Agencija za trg vrednostnih papirjev? A se tebi sanjal, kaj je agencija, ki bdi nad varstvom konkurence? Pa zakaj je dobro imeti Agencijo za varstvo konkurence? Pa zakaj, a se je, a veš, nadpovprečno razgledano v človeku sanjal, kaj so tržne špekulacije? Pojma nismo imeli, kaj je kapitalizem in kaj so točke, ne, ki jih regulirana, urejena kapitalistična ekonomija potrebuje, da se ne prelevi v neko zelo vampirsko zgodbo. Ne? No, ampak ali od prvega dne smo pa vedeli, mislim, teh stvari seveda meni se ni sanjalo, da po prvič povem, ampak od prvega dne sem pa vedel, kaj je prav pa kaj je narobe in da je nekaj narobe s tem, ne, da če ima LDS kompletno vso kontrolo nad nastajajočimi in rastočimi telekomunikacijami in da 1 minuto mobitelskega pogovora stane 1 evro, a pa evro pa pol. To sem pa vedel, da je hudo narobe. Zakaj? Zato, ker ni konkurence. Hudo dobro sem vedel, kaj to pomeni, a ne? Če se na eni strani dogajajo visoke kapitalske zadeve, na drugi strani pa preprosto ne malo gospodarstvo, samostojna mala podjetniška pobuda sploh nima, bom rekel, ni bila upogumljena, ni imela zakonodaje, a veš, da je monopoli ne bi podrobili in da bi zrastla neka privatna pobuda od spodaj navzgor. Ne. To, kar je profesor Veljko Rus takrat povedal z velikim navdušenjem, ne, nad samoupravljanjem, ampak ne kar delovnim samoupravljanjem, ampak nad tistim, ki so mali podjetniki, če se spomniš BTC-ja v tistem času, ne, je rekel, da so bili tako entuzijastični, da so takrat v tistih skladiščih še vrat ni bilo, so imeli kar rjuhe česa, veš, kar rjuho dvignil tako. Ne. Skratka, to je bilo neverjeten refleks samozaposlitve, ko je jugoslovanski trg razpadel, ko so se delovna mesta zgubljala, se v relativno kratkem času odprlo strahovita količina delovnih mest, ki so se ljudje samo zaposlili preprosto zato, ker so se lahko in zaradi tega, ker so s tem lahko preživeli. Danes se to kaže kot popolnoma nemogoče in so privatizacijski procesi. Namesto, da bi zdaj pa govorili o tem, kapitalizem naredili kot podjetništvo, podjetnosti podjetnih ljudi, so preprosto naredili kot monopolske zaokrožbe kapitalskih sistemov, pri katerih si lahko samo potrošnik, če hočeš biti pa kreativen človek, te pa ubije, te pa onemogoči. Ne? In ljudje se seveda tej logiki upirajo. Ne? Zato je pravzaprav vizija Slovenije, to, kar si rekel, mi sestavimo iz 10 delov sestavljeno enoto, dobimo na 6 enot, je ravno v tem problem strategije Slovenije v krizi. Če mi v krizi hočemo narediti nekaj, kar bo za državo res pomembno pa dobro, pomeni, da moramo narediti vsaj strateški načrt, kaj ta država sploh naj bi bila, kaj z njo hočemo narediti. To se pravi, srednji sloj ima izrazito prav, ko se brani pred svojim izginotjem. Izrazito prav, ker srednji sloj zdaj ni samo kapitalska kategorija, ampak je vrednostna kategorija, ki brani nek vrednostni sistem. S tem to seveda ne pomeni, da se on ne bo podredil varčevalnim ukrepom, ki so potrebni ali pa ki so še bolj kot potrebni. Zdaj to že sploh ni več pomembno, ali so potrebni ali niso. Neizbežni so. Preprosto bodo prišli. Zato, ker so se ljudje, ki so za nas bili odgovorni, so se zadolževali, ta denar bo treba vrniti. Če ga hočeš vrniti, se zadolžiš na drugih trgih in ti trgi ti toliko in toliko obresti pribijajo in ti moraš ta denar preprosto vrniti. To je dejstvo. Ampak ne smeš pa izpred oči izgubiti, kaj ta država bi naj bila, kaj ta država lahko pomeni, veš, kaj mora pomeniti. In to, da je na vrhu ledene gore vse te dezorganizacije, vse te anarhije, ki je nastopila na področju družbene misli slovenske, čisto v praktičnem pomenu. Pravzaprav tako, na površju plava v bistvu samo vsota nekih kriminalcev in kriminalnih dejanj. Jaz mislim, da so zato ljudje tako občutljivi na te kejse. Zato, ker se za tem skriva zgodba vseh nepravilnih razmišljanj, taktik, političnih blokad. Slovenija danes je žrtev političnih blokad. Politične blokade so žrtve političnih, recimo temu, v nekaterih primerih celo psihopatov, ki so imeli pač to možnost, da ljudi začarajo in državo zblokirajo. To se je preprosto zgodilo in krivci so lepo razporejeni po vseh spektrih. Civilno-družbene inštitucije so odpovedale, a veš, tista zgodba
Ker je Zoran Janković predlagal ministru Jakiču, naj spet preimenuje vojašnico iz PPR, koliko je že, Franca Rozmana Staneta, ne, je ravno zato indikativna, ne, ker imamo v bistvu spet dva protagonista. To, kar je dani minister Hojs naredil, lepo, preprosto, direktno imenuje, to je bila ideja Janeza Janše, o tem ni nobenega dvoma. Ne. Na tej strani imamo zdaj Zorana Jankovića. In zdaj se spet na platformi ideologije pogovarjata dva, ki sta pod močnim sumom in obtožbo korupcije, se pogovarjata o ideoloških oprijemališčih, na podlagi katerih bo njihov ego lahko spet nabreknil. In ljudje, in kje je v zadju ideja? V zadju je ideja, kdo nas je v resnici v svobodu in kdo ima ideološko pravico črpati resurse Slovenije, zgodovinske, energetske, kakršnekoli že hočeš. Ne. Se pravi, ali nas je osvobodilo leto 1945 in tradicionalna NOB, ali nas je osvobodilo leto 1991 in osamosvojitvena vojna. Pod črto, česa smo mi danes osvobojeni? Predvsem prihodnosti naših otrok. Osvobojeni smo upanja na tem, da imamo stabilno okolje, v katerem lahko normalno delamo. Osvobojeni smo iluzij, da smo iz te države nekaj naredili. Česa smo torej osvobojeni? Daj zaori pesem o svobodi, mislim. Ja. Točno to, ne? A veš, in v bistvu so te simbolne zadeve, ki se na koncu prevežejo na taka dejanja, tako kot so, a veš, in v končni fazi seveda tudi srd na pravosodje, če ne zapre neke žrtve, ki je seveda pravilna in upravičena, ne, je vedno širši kontekst. Jaz mislim, da smo v zelo širokem kontekstu. No. Dobar. Naslednji teden. Hvala lepa.